Fausti, italijanski jezuit in pisec, v povezavi z evangelijskim odlomkom o Jezusovem spremenjenju na gori, ki ga beremo na današnjo drugo postno nedeljo, pripoveduje zgodbo o dveh osebah, ki sta se v gozdu izgubili, pa se potem znašli na isti poti, na edini poti, ki pelje skozi gozd. Ena oseba te poti ne prepozna. Se ustavi in vse, kar vidi, je noč, ki se približuje in strašljiva tema, ki prihaja z njo. Druga oseba pa to pot prepozna po znamenju, ki ji pove, da je to pot, ki pelje domov, še malo in bo ob ognju med domačimi. In kaj ima ta zgodba skupnega s tem prizorom, ko se na visoki gori, na katero Jezus popelje s seboj tudi Petra, Jakoba in Janeza, Jezusu oblačila pobelijo tako bleščeče, da, kot pravi evangelist Marko, jih ne bi mogel tako pobeliti niti najboljši belivec na svetu. Ko se potem po pogovoru z Elijo in Mojzesom, ki se prikažeta ob njem, ves vso prizorišče zapre v oblak, iz katerega se sliši glas: to je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Na prvi pogled nič skupnega, ampak samo na prvi pogled. Jezusovo spremenjenje je podoba slave, ki jo ima sin pri očetu od vedno. Je uresničenje celotne Božje obljube, dane vsakemu, ki jo gleda. Ugledano Jezusovega obraza je naše človeško življenje, ker namen našega življenja je odsevati resničnost, ki jo gledamo v spremenjenem Jezusu. Spremenjenje je tista končna točka, proti kateri potujemo. Ne samo mi, ampak celotno vesolje. Jezusov obraz, ki odseva lepoto Boga in je naš resnični obraz, v katerem, po katerem in zaradi katerega smo ljudje ustvarjeni. V njem vse najde svoj konec, v njem se vse poveže s svojim začetkom. To spremenjenje se dogaja tudi v nas. Njegova beseda ga ustvarja sredi našega vsakdanjega življenja. Začne se s poslušanjem njegove besede, ki nas ozdravlja, se dopolni v krstu, ki nas njemu pridruži, nas se hrani potem tudi z njegovim kruhom, v moči katerega za njim hodimo, in se končno doseže svoj cilj v gledanju njegovega obraza, ki odseva v našem obrazu. In povezava z zgodbo na začetku, ta spremenjen Jezusov obraz je tisto znamenje, ki nam pove, da naša pot ne pelje v temo noči, v temo smrti, temveč, da smo, ko hodimo skozi življenje, na poti domov, na poti proti tistemu tako dolgo življenjemu in iskanemu srečanju. Naj lepota in svetloba Jezusovega spremenjenega obličja vodita vsakega od nas na poti skozi letošnji post.